Zdravo, dobrodošli še ene daje More Than Networking. Se veš, zdaj imamo tak krajši format, tako da danes bom govoril o transakcijskih odnosih, o odnosih, ki dejansko lahko seveda s časom postanejo dejansko globoki, dolgoročni, ne, tako da, bo kar zanimiva tema. Stani z mano. Dajmo tako, večina odnosov v poslovnem svetu so transakcijski. Tako da, ker dejansko menimo kapacitet, energije, časa, ko bi rekel, da so vsi naši odnosi globoki, pa ko bi rekel, niti ni potrebe po temu. Jaz mislim, da bazirati morajo na te pravih vrednotah, na iskrenosti, transparentnosti, poštenosti, a veš, če so pričakovanja usklajena, je to en tak ta prav transakcijski odnos. Pa mislim, da smo vsi, imamo ogromno odnosov v naši mreži taki, ki so transakcijski, ne, in s tem absolutno ni nič narobe. V poslovnem svetu celo v neki meri dobrodošli, ne, zato ker pač enostavno, sploh rečemo, ne, kad delaš v prodaji, ne, moraš toliko enih oseb obdelati, ne, tako da niti nimaš časa. Je pa res, da če ta transakcijski odnos, ko bi rekel, deluje na vzajemnosti, na spoštovanju, ne, je lahko tudi ta odnos traja zelo dolgo časa, pa ne gre v neke globoke, ko bi rekel, vode, ne. Tako da je pa res, da mora biti vzajemno. To je dobro, ne, to je, kar meni zelo velikokrat folk reče, ne vem, ta kombinacija oziroma pač primerjava oziroma razlika med transakcijskim odnosom pa neko manipulacijo. Spet gremo čisto v temu, z kakšnim namenom ti vstopaš v ta odnos. Ne? Zdaj, če si ti netransparenten, če dejansko hočeš nekoga izkoristiti, ne, pač poglej, boš pa, se pravi temu, boš lagal, po domače nategoval, manipuliral, pakiral, metal pesek v oči zgolj, po moje, da dobiš pač neko korist. In ponavadi ta stran, ki to počne, maske slej ko prej padajo dol. Tako da, in pač jaz pravim temu, da vedno se hecam, da Hollywood nima najboljših igralcev, ampak hodijo zdaj po naših ulicah, ne, malo so pač, ne vem, ko bi rekel, v naši mreži, če imamo seveda slabo mrežo. Jaz vedno pravim, ne morem jaz vplivati na to, bo nekdo skušal mene zmanipulirati ali ne. Vem pa, da jaz pač tega ne bom počel, ne. Tako da jaz lahko pač vplivam nase, sem pozoren na drugo stran, pa da pač, iskreno se meni tu pač vedno manjkrat zgodi, ampak valjda, so mene tudi zmanipulirali. Tako da, ampak še enkrat, stvar je samo namena. Kaj je za, ko bi rekel, kaj se skriva, ko bi rekel, za to steno, za tem odnosom, kakšne ambicije ima nekdo, cilje, kaj nekdo želi doseči, ne. Zdaj, če nekdo ti ne želi dobro, želi samo neko lastno korist, te bo zmanipuliral, ampak če to zavohaš, čim prej pač bežiš stran, je pa res, da če imaš dobro mrežo, močno mrežo, pravo mrežo, je tudi tako, ko ti pride oseba, ki je na trgu znana kot nekdo, ki manipulira, nateguje, bo zelo hitro dobil signal, s to osebo ne piti kavo. Meni se meni se je zgodilo v enem primeru, ko mi je nekdo predlagal nekoga, s kom bi jaz prodal več svojih knjig za mreženje. Ko sem slišal, za koga se gre, sem dejansko rekel, da me absolutno ne zanima sploh ideja, pobuda, ne, pa se ta oseba, ko bi rekel, je iskal izgovor v duhu, saj vem, kva se govori, ne, pa sem imel zelo kratek, enominutni monolog, sem rekel, glej, jaz se zdaj zavedam v tej točki, da kar en krog, ali pa 1% folku sem jaz, ne vem, pač jim nisem všeč. Ne vem, zaradi govora, brade, tematike, s tem jaz lahko živim. Če ti nisem všeč, no hard feelings, ne. Določenim sem pa všeč. Zanimiv, mi dejansko me poslušajo, gledajo, podpirajo na tako drugačen način. No, razlika med mano pa med tem tipom je bila, da je pač zanj sem jaz vedel, je 5 mojih, da jim rečem, znancev v biznisu nategnil. Pač jaz tega ne počnem, pa ne pomeni, da ne delam napak, ne,
ampak se hitro vidi, da si avtentičen, iskren, pa se zgodi fail, a si ti na trgu znan kot nekdo, ki dejansko manipulira, nateguje. Ne? Tako da, pač, jaz sem pravim, moja naloga je, da skušam take osebe ne puščati svojo mrežo, ker to je kot gnil jabolk v gajbi zdravih jabolk, ker hitro naredi veliko škode. Ne? In pač to je to, se pač ne ukvarjam popravi. S tem sam te osebe se omaknem, niti ne ukvarjam se z njim, ne parlamentiram, ne skušam jih spreobrniti, ne? Tako da se mi s tem čim manj z njim se ukvarjati. Pač naredim res en velik krog okoli njih. Odnos, da je transakcijski odnos zdrav, ne, pač mora bazirati na pravih vrednotah. Torej še enkrat, iskrenost, transparentnost, ne, in dejansko se ti moraš truditi, ne, da je to spoštljiv odnos. In to lahko traja leta in leta in leta. Nikoli pa ne veš, daj klik naredi, ne, daj se nekaj zgodi, ali je to dejansko, ima ta druga oseba večjo potrebo, ali si mogoče kakšen korak več naredil, si dejansko pač po tej osebi pomagal, ali je pač enostavno s časoma, ker se s to osebo toliko več družiš, ne, ukvarjaš, lahko so to kratki sestanki, lahko so to neki pač enostavno trenutki, ko se srečaš, nekaj delaš in čez čas je pa lahko rekel, ali sta si bolj všeč, vidite večjo korist in enostavno investirate pač več časa v odnos in potem čez časom lahko ta odnos absolutno rata, ko bi rekel, globok, ne, in se iz teh, se načeloma, če sem čisto iskren, ne, se vsi naši odnosi so v štartu transakcijski. Se ti ne štartaš odnosa, da rata takoj globok, ne. Ker pravijo, so bili vsi znanci, enkrat neznanci, ne, torej nisi ti, jaz rodil z 44 prijateljev šusu in to imaš za cel življenje, ne. Torej, ti začneš vsak odnos načeloma zelo previdno, transakcijsko, ne, in potem čez čas, če se pač poglobi, super, ne, če pač, se pravim, meni je ful pomembno, na čem bazira ta odnos, ne. In gled, jaz imam ogromno ljudi, ki jih vidim enkrat na let, dvakrat na let, pa takrat si stisneš roke, poveš 3-4 stvari, ne, vem pa, da lahko v vsakem trenutku to isto osebo pokličem, pa bom dobil nek feedback, se mi bo odzvala. Što ne pomeni, količina časa, ki z nekom preživiš, ne, še ne pomeni, da je to kvaliteta tega nekega odnosa. Ne. Ti imaš zraven sebe nekoga, ki te dejansko imaš kao tudi globok odnos, pa je ta odnos že dolgo časa traja, pa bazira na slabih vrednotah, oziroma ta oseba ti pač nič dobrega noče. Ne. Tako da imaš pa nekoga, to je tudi ona zadeva, ki rečejo, glej, ker zelo velikokrat ti ni bil dober prijatelj, niste imeli globoko odnosa, pa ko si imel problem, ti je on skočil na pomoč. Pa si pa presenečen, zakaj, ne. Pa je bil mogoče transakcijski odnos, pa ti je ta oseba iz tega odnosa naredila 14 stvari več, pa močneje se odzvala, kot nekdo, od koga si pričakoval. Tako da, tle ni nekega pravila. No. Še enkrat, ful je pomembno, na katerih vrednotah bazirajo, ne. Pa da je ta zadeva, ko bi rekel, obojestranska. Jaz mislim, da je pač, ko bi rekel, ko vidiš se s to osebo, pač enostavno imaš več skupnih interesov, dejansko več časa s to osebo preživiš, zaupanje se je ojačalo, se je več spoštovanja, če vsega tega več, hitro lahko ugotoviš, da ta odnos prihaja, zelo, ko bi rekel, lahko hitro počasi prehaja iz tega transakcijskega v globjega, veš, pri določenih se pa ta klik zgodi, ne. Veš, je pa res, se pravim, v štartu smo mi načeloma vsi malo bolj previdni, ne, ampak če iskreno vidiš, da je, ko bi rekel, močnejša korist, da dejansko je več zaupanja, več spoštovanja, pol to kar naenkrat in pol, ko bi rekel, pa se pa kar večkrat pokličeš, večkrat vidiš, pa začneš pa že, ko bi rekel, to osebo pelješ v svojo mrežo, ne, pa kar naenkrat imamo skupne piknike, skupne zadeve, pa si pa hitro videl, da je ta odnos prerastel, ta klasičen transakcijski, ne, pa pač je globoko. Sam jaz ne bi kle, predvsem je, veš kaj je izziv je pri osebah, ki imajo, dejansko so zdaj polno zasedeni, ne.
In dejansko nekdo, ki je zelo zaseden, pač niti nima časa. Ne? In pa dejansko, klej je pri meni v tem primeru moja naloga, da jaz dam tej osebi čas, da naj odnos preraste v nekaj globljega. Ne? Ne smemo hiteti. Mi imamo izziv, ki bi mi hoteli vse pohitriti. Ne? Za določen odnos je pač rabiš čas, da prerastejo, če sploh prerastejo iz tega klasičnega transakcijskega v globok odnos. Pač enostavno ne smeš hiteti. Pa še ena stvar, ki je ful pomembna, jaz mi razlagam, moraš se znati pravilno pozicionirati. Ne? Torej, vkolikor jaz neki osebi nimam za neko osebo velike dodane vrednosti, ne? Zakaj bi on zdaj investiral čas vame? Skaj bi se z mano ukvarjal? Kaj, samo to, ker jaz hočem? Ne? A veš, pa še ena stvar, ljudje, prodorni ljudje, oni imajo kar neki ljudje, posameznikov so vrsti in te večino ljudi prepričaš z pravim vrednotam. Pa obenem je ful dober, če imaš v zunaj dobre ambasadorje, da je v zunaj folk, ki reče, glej, on je pa res cool oseba. Meni se zdaj rečemo zelo veliko zgodi, o tebi sem slišal pa res veliko lepih stvari. Ne. Vse zagune, ki mi govorijo nekaj slabega o meni, tako bi rekel, ali nočem slišati, ali pa ne slišam, ali pa pride pol zamikom do mene. Ne. Ampak cool je, če reče, če imaš gune ambasadore, ki so rekli, ki reče, Boška meni kle pomagal, kle mi odprl vrata, ne. On je ful dober v mreženju. To je, in to vsi delamo, veš. Iščemo te neke, ko bi rekel, klubce oziroma pač neke badge, da jih en da je za nas, ne. Zato, da pač enostavno ta druga oseba, ne vem, hitreje zaupa, a pa nas sploh, če ta oseba nam koristna, prej spusti v nek tak svoj krog zaupanja. In dejansko to ni izziv, se pravi, izziv je sam pri osebah, ki so polno zasedeni, ki so dejansko, ki imajo urnike čisto polne. Je pa še ena stvar, da meni se zdaj dogaja, da rečemo, zdaj sem imel en sestanek, ki je ta oseba, rečemo, po času v Emiratih poje v regiji, ne zgolj samo v Sloveniji, v regiji, in dejansko tako. In ko pride sem za teh 10-14 dni, ne, je dejansko čisto. Si lahko predstavljaš, kakšen je to urnik, ne, ampak ker je bilo priporočilo prišlo s prave osebe, da z mano spije kavo, sem dobil tiste pore časa, ne, ampak zdaj pa kadarkoli sva, ne vem, če nekaj rabam, WhatsApp, voice message, dejansko SMS, karkoli in dejansko dobim odziv. Sem pa jaz v tem času, dejansko sem hotel čim prej pride, da mu stisnem roke, da on vidi, kdo sem jaz, da mene začuti, ne, dobil že signal, Boško je okej, in rečemo, pri tej osebi najin odnos bo po moje v tej točki dolg časa transakcijski, ne, mogoče bo kdaj prerastel v globjega, pak niti ne rabim. Že s tako osebo, če je že transakcijski odnos, je meni super. Ne. To moraš pa dejansko, čisto vsak pri sebi mora dejansko ugotoviti, kaj dobi od vsakega odnosa. Če se ti cool počutiš, ne, če se počutiš, ne vem, dejansko, da je ta druga stran odzivna, ki jo ti rabiš, da te podpira, da imaš dejansko nek value od te osebe, pol je pač vzajemno koristen odnos. Ne. Če pa prideš do točke, da zraven te osebe se ne počutiš dobro, da dejansko te ne podpira, celo ti kaj za hrbtom dela, tudi to mi velikokrat vidimo. Ne. In jaz, mi v svoj svet ne bomo spustili napačno osebo. Torej, če nam nekdo, če je kreten ali pa idiot in pristopi napačno, imamo mi ogromno nekih, ko bi rekel, varoval okoli sebe, da take osebe ne spustiš not. Ne. Če vidiš, to kolikor jaz tega nisem hotel spustiti not, ki mi je hotel, pač ne vem, ker sem slišal, da pač ni okej. Ne. In dejansko bolj je problem, večji problem je pri teh osebah, ki jih imaš že v svoji mreži. Ne. In dejansko ti moraš, če imaš osebo v svoji mreži, kjer ni vzajemen odnos, kjer ni vzajemne koristi in si zgolj vedno ti tisti, ki posluša, ki se ukvarja, ki daje pobude, pol je treba dejansko take osebe se neha z njim ukvarjati, da si narediš proste kapacitete, da ti lahko prava oseba pride not. Ampak lepa spet pol nekaj moraš delati na sebi, moraš se to osebo soočati, moraš biti odprt za novo osebo in to je ogromno enih stvari, ki jih večina nas ne želi. Ne?
In reče, ja, se on je moj friend že 10 let, pa lažje z enemu, ki je tvoj friend 10 let bluzit, ne, kakor reči, kakor pač po domače, pač ne vem, imeti ali pogum ali jajca, pa reči, glej, s to osebo se nam ukvarjal, nisi vreden mene. Ne, meni je to vid zadnjič rekel, 12 let star, za enega od njegovih frendov in me je prav poklical, rekel, a ti si rekel, da si jaz lahko zbiram sam prijatelje? Sem rekel, valjda itak, ne. Veš, jaz sem se odločil, da z njemu ne bom več prijatelj. Wow, ste se skregala? Prav ne, videl sem sam, da pač enostavno počne neke stvari, ki meni niso všeč. Sem rekel, vidi, če ti sede, ne, če seš pa jutri premislil, pa lahko spet njegov prijatelj. Ne. A veš, zdaj pa, se pravim, mi imamo pa ta, pa če 12-letnik ima to širino, da lahko to naredi, ne, mi smo pa, se veš, malo smo leni, malo se nam ne da, malo nočemo ven iz cone obdobja in jaz temu rečem, lej, še sam za zaključek. To sam pomeni, da jaz vedno rečem, da nimaš dosti še, torej tvoj kozar še ni poln in vse mu ni nič narobe. Če imaš ti zraven sebe nekoga, ki te mori, ki te pač, ne vem, enostavno dejal nič, pa si še kar zraven njega, sedi 5. Če tebi sede, pač bo zraven njega. Jaz nimam ambene vole imeti takih ljudi zraven sebe in če vidim, da je nekdo tak, da ni vzeman od nas, pa to ne pomeni, lej, jaz imam en kup ljudi, ki imajo v neki fazi življenja izziv, pa sem bolj jaz podpora njim, kakor oni meni, in to ni noben problem, ker verjamem, da so oni vredni tega in se bo to slej ko prej vrnil, če ne drugega bo enkrat ležit, pa v miru spila pir. Ampak, če ima občutek, da me nekdo manipulira, dejansko me ne spoštuje, ne, sploh se mi kaj za hrbtom dela, lej, gladko ga pospravim, ker jaz lahko iskreno kavo tudi sam pijem. Kaj naj rečem? Hvala, ker si bil z mano do konca. Če ti je bilo oddaja všeč, lajki, dej kaj komentiri, pošeri komu, ne, če imaš pa kakšno vprašanje, pa daj mi piš.